Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Slovenskih Konjic, kjer je pred nami tekma 8. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer obračun med domačo Dravinjo in pa Vidmom pri Ptuju. Domači strateg Damjan Flis je na igrišče poslal naslednjo postavo, v vratih številko 12 Nejc Volkov, potem pa trije centralni branilci, Blaž Kolar, Tadej Gaber in pa Nik Ravter. Pred njimi štirje nogometaši v vezni vrsti, od desne proti levi Denis Vezjak, Tilen Brglez, Davorin Gosak in pa Aleksander Radić. Pred njimi v centralni napadalni vezni vrsti številko 10 Žiga Čakš, pred njim najbližje nasprotnikovim vratom pa dva napadalca Žan Ramšak številko 7 in Blaž Brglez številko 77. Na drugi strani Luka Gajšek, ki opravlja naloge trenerja pri Vidmu pri Ptuju. Na igrišče pošilja naslednjo zasedbo, v vratih Anej Milič, potem pa štirje v zadnji vrsti, od desne proti levi Vid Ovčar, Miha Mesarič, Fataj Adedoja in Žiga Zdovc. V zvezni vrsti prav tako štiri nogometaši, od desne proti levi Žan Planšek, Sebastian Krajnc, Gregor Cafuta in Rene Čuš. V konici napada pa Renato Vrbanič in Marko Šegula. Domačini iz Konjic bodo nastopali v zelenih dresih in belih hlačkah, medtem ko gostje iz Vidma pri Ptuju nastopajo v belo, svetlo-zeleni, fluorescentni športni opremi. Povemo še, kdo sodi današnjo tekmo. Glavni sodnik je Matic Kordež, pomagata pa mu ob stranskih črtah Blaž Kamnik in pa Fatlin Tracaj. Delegat te tekme je Benjamin Panikvar. Vse je torej že pripravljeno za začetek srečanja. Matic Kordež bo vsak trenutek dal znak in nogometaši gostujočega Vidma bodo začeli z igro. Zdaj, kot kaže, vendarle vse v redu in glavni sodnik Matic Kordež je dal znak, da se tekma začne. Poskušali so gostje z dolgo podajo, ki pa je končala v naročju Nejca Volka. Po sredini in iz obrambe zdaj napad vodijo nogometaši Dravinje, ki v to tekmo vstopajo po gostujočem porazu v Cirkulanah, sicer uvrščeni na visokem 3. mestu. Njihov trener pa letos pričakuje borbo za visoko uvrstitev na koncu sezone. Kolar, Gaber, Brglez. Kombinirajo na sredini nogometaši Dravinje. Ravter. Ravter je poskusil s podajo naprej na levo proti Radiću. Radić pritiska. Spretno pa so žogo v gol out pospremili branilci Vidma pri Ptuju. Videm pri Ptuju sicer po 7 krogih uvrščen na 6. mesto. To tekmo prihaja po 3 tekmah brez poraza. 2 remija in zmago so dosegli na zadnjih 3 tekmah. Adedoja, pa Zdovc. Spet Adedoja, nigerijski nogometaš, ki nastopa za ekipo Vidma pri Ptuju. Dobro je Brglez za trenutek ukradel žogo. Do nje pa je prišel Cafuta, poskušal je s podajo v sredino, končala pa je žoga pri domačem vratarju. Ta jo takoj pošilja na levo do Radića, ki pa jo vrača Ravterju, ta pa Gabru in počasi se začenja gradnja novega napada nogometašev iz Slovenskih Konjic. Radić, Ramšak se ponuja globoko v sredini, pa Brglez. Ravter, ponovno Radić. V sredini je zdaj Gosak. Gosak je žogo izgubil, priložnost je to za protinapad Vidma. Žogo so izgubili na desni strani in zdaj priložnost za protinapad domačih. Čakš. Čakš poskuša strelom, ki pa je zletel mimo nasprotnikovega gola.
Prvi poizkus torej na tej tekmi iz polproti napada po levi strani. Je do strela prišel Žiga Čakš, ampak zgrešil cilj. Žogo so medtem nogometaši Dravinje ponovno osvojili. Brglez in Kolar, pa Gaber. Do Rauterja. Radić. Dober pritisk nogometašev Vidma. Prisilili so domače, da žogo vračajo, pa zdaj napaka v zadnji vrsti. Čuš gre po levi strani, žogo pa mu je Kolar izbil. Še en poskus gostov. Še enkrat pa brez večje nevarnosti za vrata Dravinje. Gosak. Pa Radić. Vrača Rauterju. Ponuja se Čakš v sredini. Kolar. Vrača Gabru. Nekoliko bolj konzervativen začetek obeh ekip brez večjega tveganja. Zdaj je nevarno vračanje žoge nazaj. Slaba podaja in žoga bo pripadla ekipi Vidma pri Ptuju in sicer strelom iz kota. Prvi kot je to na današnji tekmi. Izvajal ga bo Žan Planšek. Vsi visoki nogometaši so sedaj seveda v kazenskem prostoru Dravinje. Poda tam na prvo vratnico, do strela je prišel Sebastian Krajnc, ampak streljal točno v vratarja Vovka. Domači poskušajo z napadom po desni strani, Čakš. Čakš je prisiljen žogo vrniti vse nazaj do svoje zadnje vrste. Gaber in Rauter. Pa Radić. Radić je lepo podal Gosaku. Gosak s predložkom, Ramšak je tam. Lepa priložnost se je ponudila Blažu Brglezu, ki pa je streljal kar konkretno preko gola. Prva res lepa priložnost za domače. Krajnc. Pa Ovčar. Ovčar in Mesarič. Pa Adedoja. Lepo se je ponujal Cafuta. Cafuta obrača na desno stran do Ovčarja. Šegola se je tam boril na desni strani, priigral pa je out za svojo ekipo, ki ga bo izvedel Vid Ovčar. Šegola se je dobro zagradil. Naposled pa mu je žogo Radić izbil v out. Krajnc in Ovčar sta odigrala dvojno podajo. Nato pa neuspešna podaja naprej in out bo za ekipo Dravinje. Pri žogi so ponovno gostje iz Vidma. Planšek prodira. Ob njem je Rauter, žoga pa je končala v stranskem avtu za Videm. Manjši pritisk gostov zdaj v zadnjih minutah. Videli bomo, ali si lahko iz tega pripravijo kakšno konkretnejšo priložnost. Podaja v sredino. Nekoliko tvegajo domači branilci. Pri žogi so spet gostje. Šegola, pa Planšek. Planšek preigrava. Lepo je podal v kazenski prostor, žoga pa ni prišla do Marka Šegola. Še ena napaka. Krajnc ima nekaj več prostora, padel je Krajnc. Ničesar ni zapiskal sodnik Kordeš in proti napad bo to za ekipo Dravinje. Končal pa se je hitro. Žogo je prestregel Fataj Adedoja.
Čuš preigrava po levi strani, ni šlo mimo Brgleza. Mirno pa nov napad po odvzeti žogi gradijo domači nogometaši Dravinje. Radić in Gosak. Ponovno dober pritisk gostov iz Vidma, ki si seveda obetajo danes domov odnesti vse 3 točke. Odlično je Čuš z dršečim štartem prestregel to žogo, ampak je zbil samo v out in ponovno priložnost za izgradnjo napada Dravinje. Gosak na levo do Radića, lepa natančna podaja, Radić preigrava tam ob Ovčarju, tam mu je žogo odvzel in proti napad gostov. Sicer sta ekipi v 3. ligi med sabo odigrali že 2 tekmi, obakrat pa je zmagala danes domača ekipa Dravinje. 9-4 je gol razlika v korist Konjičanov. V lanski sezoni tukaj zmaga 4-1, sezono prej pa je Dravinja v Vidmu zmagala s 5-3. Veliko zadetkov torej pada na obračunih teh 2 tekmecev in seveda si danes nadejamo nekaj podobnega. Planšek po desni strani, dobro je krenil Planšek, ampak žogo so branilci Dravinje osvojili, izbili pa jo samo do Ovčarja na desni strani. Ovčar poskuša s predložkom, ni bil to slab predložek. Ponovno veliko tvegajo branilci Dravinje, Radić in Gosak. Ramšak je padel brez prekrška, žoga pa bo iz avta pripadla nogometašem Dravinje. Ponovno dobro visoko postavljeni nogometaši Vidma ne pustijo domačim, da bi organizirano napadli. Rauter poskuša z visoko žogo. Ni šlo mimo Mesariča. Planšek na desni strani. Žan Planšek sicer 4. strelec te sezone 3. lige zaenkrat s 5 zadetki. Nogometaši Dravinje pa začenjajo nov napad. Gaber in Kolar. Nekaj zaporednih podaj sta si izmenjala. Nekako nogometaši Dravinje še ne najdejo poti naprej, poti v napadalno tretjino, kjer bi lahko potem iskali situacijo za ogrožanje vrat, ki jih brani Anej Milič. Žogo so ponovno osvojili nogometaši Vidma. Planšek gre po desni, hiter je Planšek. Ob njem je Rauter, ki pa se je izvrstno znašel in mu žogo izbil. Stranski sodnik je pokazal, da bo to kot za Videm. Drugi kot na te tekmi za Videm. Nevarno je bilo po prvem, prišli so gostje do strela v okvir vrat. In videli bomo, ali lahko ponovno ogrozijo vrata Nejca Vovka. Planšek z dobro podajo, do strela je tam prišel Fataj Adedoja, ampak streljal malenkost preko vrat. Poglejmo še enkrat, lepa visoka podaja, Adedoja je tam odlično našel prostor za strel, ampak žoge ni zadel tako, kot si je želel in leta je zletela preko vrat. Nevarnejši zaenkrat delujejo gostje iz Vidma, čeprav so v posesti žoge več domačini iz Konjic. Gosak
Poskušal je s podajo preko obrambe proti Radiću, neuspešno. Lep prodor Sebastiana Krajnca, kapetana gostujoče ekipe je bil to. Nad njim pa je bil storjen prekršek in oglasila se sodniška piščalka. Prosti strel so gostje na kratko že izvedli. Žoga je pri Mihi Mesariću, pa Adedoja. Adedoja do Cafute, pa Krajnc. Ponovno Adedoja. In Mesarić. Zdaj vendarle nekaj več kombiniranja tudi pri zadnji vrsti Vidma. Lepa dolga podaja, noben od gostujočih napadalcev pa ni poštartal na žogo. Obležal je eden od domačih vezistov, ampak je že ostal, mislim, da je bil to Tilen Brglez. Prav Brglez zdaj pri žogi. Pa Čakš. Kolar. In pa Gaben. Brglez in Gosak. Gosak je poskušal v globino, kjer se je odkrival Blaž Brglez, ampak še ena neuspešna podaja. Žogo pa so medtem zapravili tudi nogometaši Vidma. Lepo je Krajnc odvzel žogo domačim vezistom na sredini igrišča. Ti so osvojili nazaj. Radić. Radić z dobro podajo proti Brglezu, ki pa vendarle na koncu ni prišel do nje. Videmčani napadajo po levi, Čuš je poskušal s podajo proti Vrbaniću, ampak ta ni bila dovolj dobra. Radić. Pa ponovno kombiniranje centralnih branilcev Dravinje. Čakš prihaja zdaj po žogo, poskuša pomagati soigralcem pri izgradnji napada. Prekršek pa je nad Žanom Ramšakov storil Gregor Cafuta in prosti strel bo to za Dravinjo. Priložnost za visoko podajo v kazenski prostor, kjer bi si lahko domači potem priigrali nevarno situacijo za gol. Davorin Gosak bo tisti, ki bo izvajal tale prosti strel. Končuje se 16. minuta tekme. Sodnik je zdaj dal znak za izvedbo, Gosak podaja, ampak podaja je bila preslaba. Branilci Vidma so žogo brez težav izbili, zdaj pa je končala pri vratarju Miliću. Zdovc. Zdovc vleče žogo proti polovici nasprotnika. Lepa podaja proti Čušu. Ob Čušu pa je odlično reagiral Vezjak. Čuš ga je potem sicer s pritiskom prisilil, da je žogo izbijal v out. Žiga Zdovc bo tisti, ki bo izvajal out visoko na nasprotnikovi polovici. Iskal je Renata Vrbanića, katerega pa je zaustavil Blaž Kolar. Čakš ponovno vrača žogo v centralnim branilcem. Pa ponovno Čakš. Gaber in Kolar. Čakš. Lepo se je Ramšak vključil v izgradnjo napada, žogo so potem sicer nogometaši Dravinje zapravili. Dobro so pritiskali domači, na koncu pa storili prekršek. Mislim, da nad Sebastianom Krajncem. To je še enkrat ta pritisk ob izgradnji napada in potem prekršek nad Krajncem. Sodnik Matic Kordiš se
ni odločil, da bi pokazal rumen karton v tej situaciji. Je pa to, kot kaže, zadnje opozorilo za Žana Ramšaka. Kratka kombinacija Videmčanov. Lepo je Vrbanič poskušal žogo spustiti proti Plajnšku, ampak pripravljeni so bili na to nogometaši Dravinje. Ramšak je zdaj pri žogi, prenaša žogo povsem na drugo stran proti Vezjaku. Ta pa je bil prisiljen vračati žogo centralnim branilcem. A tudi v ekipi Dravinje je nogometaš visoko uvrščen na lestvici strelcev, kar na drugem mestu se zaenkrat nahaja napadalec številko 7 Žan Ramšak. Miha Mesarič je žogo izbil v out zdaj. Gosak in Radić sta hitro izvedla vse skupaj. Predložek v kazenski prostor. Mesarič nekoliko nespretno izbija. Potem pa žoga vendarle do Šegule, ki jo pelje v protinapad. Prisiljen ga bil ustaviti. Dobro nam pritiska Radić. Žogo so nogometaši Dravinje za trenutek osvojili, potem pa ponovno prekršek. Takole so dobro pritiskali na gostujoče veziste. Na koncu pa so bili ustavljeni s prekrškom in videli smo tudi prvi rumeni karton. Dobil ga pa je nogometaš številko 9 Davorin Gosak. Rumeni karton pri domačih številka 9 Davorin Gosak. Krajnc in Zdovc na levi strani. Zdovc je poiskal Šegulo. Borita se Zdovc in Šegula, žogo ohranjata v posesti za Videm. Poskus podaja na levo proti Čušu je bil blokiran. Šegula odlično na desno stran proti Ovčarju. Ovčar s predložkom, nikogar pa ni bilo v sredini, ki bi poštartal na to visoko podajo. In žoga je končala v stranskem avtu za Videm. Ovčar in Krajnc. Dobro se je obrnil Krajnc. Pa Cafuta, žogo mu je ukradel Brglez. Lepa kombinacija Radića in Čakša. So pa žogo izbili nogometaši Vidma in si priigrali celo nov out. Ovčar in Šegula sta poskušala neuspešno. Dobro je Ovčar pritiskal na Radića in žoga bo ponovno pripadla gostom iz Vidma. Mesarič in Ovčar. Ponovno Miha Mesarič. Vrača vse nazaj do vratarja Miliča. Dobro se je ponudil Cafuta, ki je dobil žogo. Pa Ovčar na desni. Ovčar je poskusil spodaj Vrbaniču. Do žoge pa so prišli nogometaši iz Konic. Ramšak vodi napad. Preigrava Ramšak, ni šlo mimo dveh. Odlično sta bila postavljena Krajnc in Ovčar. Še enkrat Ramšak, ki se je zdaj povlekel povsem na levo krilo, žogo pa je izgubil, pripadla bo nogometašem Vidma. Mesarič je imel nekaj težav z ustavljanjem žoge, pritiskal je nanj Žan Ramšak, ampak žoge ni uspel pridobiti v posest za svojo ekipo, pripadla bo vratarju Miliču.
vratar Milič žogo vrača v igro z visoko podajo na nasprotnikov polovico, prekršek v korist domačinov pa je tam videl Matic Kordeš. Zahteva bo, da se žoga vrne na mesto, kjer je bil storjen prekršek. Čakš. Čakš pridobiva prostor, podal je Vezjaku, pa Brglez. Brglez ni imel komu podati v napadu, prisiljen je bil žogo vračati nazaj do obrambe. Rauter in Radić. Radić s predložkom, tam je bil Brglez, pa zdaj Tilen Brglez. Odlično se je znašel tam, mislim, da Krajnc, pa lepa podaja proti Čušu, ampak odlično postavljen je bil desni bočni nogometaš Dravinje Denis Vezjak. Priložnost za protinapad, nogometaši v zelenih dresih, padel je Čakš, brez prekrška, žoga bo iz avta pripadla gostom. Zdovc proti Šegoli je poskušal, ampak samo še en out bo to za ekipo Vidma. Zdovc je našel Vrbaniča, pa Planšek. Planšek je prišel povsem v sredino. Čuš. Čuš ima nekaj več prostora. Čuš poskuša s predložkom. Brez večjih težav pa za obrambo Dravinje, ki pa ima zdaj priložnost za protinapad preko Brgleza. Brglez s predložkom proti Ramšaku, ampak precej nenatančna podaja je to bila. Ramšak je sicer prišel do žoge, spravil je do Radića, pa Čaks. Brglez in Gosak. Gosak spodajal na levo proti Ramšaku, dobro se je znašel Ramšak, ampak nič konkretnejšega ni uspelo napadalcem domače ekipe. Še enkrat ta reakcija v ponovljenem posnetku. Ramšak je prišel do strela z glavo, ampak niti približno ni bilo to nevarno za vrata Vidma. Spet so nekoliko panično iskali hitro podajo naprej nogometaši Dravinje, bili so pod pritiskom. Dobro pritiskajo na gradnjo napada domačih nogometaši iz Vidma pri Ptuju. Adedoja in Krajnc. Ponovno Adedoja. Na desno stran Ovčarju. Ovčar je poskušal s preigravanjem, odlično je reagiral Radić, ki je priigral out za svojo ekipo. Ponovno nogometaši v zelenih dresih poskušajo z gradnjo napada iz zadnje vrste. Gaber in Brglez. Pa Radić. Brglez. Čakš. Čakš odlično globinsko podal proti Vezjaku. Vezjak je v kazenskem prostoru. Lep strel Vezjaka, obranil pa je vratar Milič. Prva konkretnejša priložnost za Dravinjo. Lepo je do strela prišel Denis Vezjak. To bomo videli še enkrat. Zelo dobra podaja v globino je bila to. Vezjak se je potem znašel v kazenskem prostoru. Odločil se je za strel. Obranil pa je njegov poskus Anej Milič. Spet lepa kombinacija Dravinje na sredini. Očitno so se zdaj prebudili. Žoga je spet na desni pri Vezjaku. Vezjak, dober predložek. Žoge tam ni napadal Brglez. Podaja bila prekratka za Ramšaka. In splavala je po vodi priložnost za Dravinjo. Planšek se obrača ob Rauterju, zelo dobro se je znašel Planšek. Pa Ovčar. Ovčar, visoka podaja proti Šegoli, poskušal je podaljšati do Čuša, kar pa mu ni uspelo.
Ponovno napad gradijo nogometaši Dravinje, ki so sicer v lanski sezoni v tretji ligi v ligi za prvaka zasedli končno 4. mesto. Na drugi strani so nogometaši Vidma igrali v ligi za obstanek in osvojili na koncu 8. mesto. Čakš in Rauter. Rauter poskušal je s predložkom. Zdaj ga seveda ni v obrambi, poskušal je to izkoristiti Planšek, ampak odlično je reagiral Žiga Čakš. Na desni strani je Vezjak. Vezjak je lepo našel Čakša med številnimi vezisti gostov. Kolar. Pa Brglez. Rauter. Rauter je poskušal s predložkom. Neuspešen predložek. Na desni je Ovčar. Žoga pa bo pripadla gostom iz avta. Ovčar proti Vrbaniču. Žoga se je na koncu znašla pri Krajncu. Dobro se je znašel Krajnc, iskal je Planška, ampak Rauter je odlično reagiral. Nekaj več prostora zdaj na desni strani. Šegula pa ni uspel žoge podati na desno, je pa prišlo do trka na sredini. Sodnik sicer ni zapiskal prekrška, bo pa potrebna pomoč za, mislim, da Marka Šegula. Videli bomo to še enkrat. Takole so nogometaši Vidma osvojili žogo, do nje je prišel Šegula. Izbil mu jo je domači vezist, padel je potem Šegula, očitno je prišlo do trka. Sodnik Kordež pa se ni odločil, da bi zapiskal prosti strel. Sicer v tem krogu še nekaj ostalih tekem. Zavrč doma gosti Korotanis Prevalj, Podvinci gostijo Cirkulane, Dobrovce gostujejo v Dravogradu, Zreče doma pričakujejo ekipo Šampiona, nogometaši Šmartna odhajajo v Šmarje pri Jelšah, no, Posavje Krško pa doma pričakuje ekipo Bistrice. Nogometaši Vidma so žogo športno vrnili domačinom iz Konjic, ki bodo zdaj poskušali z novim napadom. Gaber in Brglez. Brglez in Ramšak. Ramšak in Blaž Brglez ves čas menjavata strani v napadu in tako poskušata zmesti branilce Vidma, ampak zaenkrat ima to še ni uspelo v večji meri. Gaber in Kolar. Kolar je poskušal poiskati Ramšaka, padel je Renato Vrbanič in stranski sodnik je z dvignjeno zastavico glavnemu sporočil, da je šlo za prekršek. Vse bo v najlepšem redu z Renatom Vrbaničem, ki že teče proti svojemu položaju v napadu. Napad za Videm pa gre po desni strani preko Ovčarja, pa Mesarič in Adedoja. Kombinirata centralna branilca Vidma. Nekoliko više je prišel Žiga Čakš, ampak brez pomoči soigralcev mu bo težko vršiti pritisk na zadnjo linijo Vidma. Zdaj so žogo lepo spravili naprej, Kostje, Šegula, pa predložek v kazenski prostor, ni bil najbolj natančen. Čuš in Ramšak v dvoboju, zmagovalec je bil Ramšak, potem pa odličen drseči štart Žige Zdovca.
Žoga bo pripadla domačinom iz Konic. Visok pritisk gostov. Vratar Vovkov pa je žogo brez težav izbijal na nasprotnikovo polovico. Blaž Brglez je zdaj našel Tilna Brgleza. Ponovno Tilen Brglez. Pa Čakš. Čakš je padel. Hitro izveden prosti strel, izvrstno je Čakš našel Vezjaka. Vezjak je že v kazenskem prostoru. Vezjak poda v sredino. Krasna priložnost je bila to za Aleksandra Radića, ki pa je zgrešil. Še ena lepa akcija Dravinje, ki je šla po desni strani, takole je Čakš izvrstno našel Vezjaka. Vezjak je zelo lepo podal v sredino, kjer pa je iz bližine Aleksandar Radić streljal mimo gola. Ja, na tej tekmi nismo videli ravno veliko tako lepih priložnosti in za vsako zgrešeno je seveda lahko enim in drugim še kako žal. Bori se Šegola. Uspešnejši je bil ob njem Blaž Kolar. A odboj zdvajal Zdovc. Zdovc in Cafuta. Cafuta ponovno na levo stran proti Zdovcu. Ob njem je Vezjak. Zdovc je poskušal s predložkom, ampak potem, ko je žogo izbil Vezjak, je ta končalo pri vratarju Vovku. Gosak in Brglez. Brglez poskuša s preigravanjem. Žogo mu je odvzel Planšek za trenutek. Potem pa je leta končala v avtu za ekipo Vidma. Mesarič in Cafuta. Cafuta poskuša z globinsko žogo proti Planšku. Precej premočna podaja bila to. Gaber. Kolar. Na desni strani je Vezjak. Čuš bi mu skoraj da žogo ukradel, na koncu mu to ni uspelo. Pred Ramšakom pa je bil zdaj odlično postavljen Adedoja. Žoga še vedno pripada nogometašem Dravinje. Gosak. Gosak na levo do Radića. Radić s predložkom. Tam je Ramšak ob Zdovcu. Noben od njiju žoge ni zadev in končala je v golavtu za ekipo Vidma. Vratar Milič je žogo vrnil v igro, do nje so prišli njegovi soigralci v napadu, Šegula, pa Planšek. Ovčar na desni strani z nekoliko več prostora. Odločil se je za podajo v sredino Planšku. Še enkrat Ovčar, Ovčar s predložkom z levo nogo. Brez težav pa je izbijal Brglez. Vrbanič, nekaj več prostora na levi ima Čuš, žoga je zdaj prišla do njega. Čuš z dobro podajo v sredino, kjer je bil kapetan Krajnc, ampak žoge ni dobro zadev in strel je končal mimo gola. Še ena lepa akcija, tukaj bi Vrbanič morda lahko celo prej podal do Čuša. Žoga je potem vseeno prišla do njega, ta pa je odlično podal v sredino, kjer pa je le nekoliko zamudil Sebastian Krajnc. Kolar pridobiva prostor. Ponovno poskus globinske podaje proti Vezjaku. Iz dveh takih situacij so že bili nevarni nogometaši Dravinje, tokrat se je poskus zalovil, žoga je pri Čušu. Pa Vrbanič. Vrbanič preigrava. Dvignjena zastavica stranskega sodnika in prepovedan položaj je dosodil sodnik Kordeš.
Radić proti Gosaku, nekoliko natančna podaja, Gosak je situacijo sicer uspešno rešil. Gaber in Brglez. Gaber in Brglez še vedno kombinirata, ponudil se je Žiga Čakš. Rauter, Radić, pa Čakš. Podaja v globino ni uspela in ponovno priložnost za napad Vidma. Videmčani so že hitro zapravili zdaj. Boril se je Brglez, ampak neuspešno. Rauter zdaj nekoliko nerodno, pri žogi je Plajnšek. Plajnšek drvi po desni strani. Lepo preigravanje Plajnška. Žogo mu je le za trenutek izbil tam Tilen Brglez. Še vedno je žoga pri nogometaših Vidma, priložnost za strel. Ampak strel je končal visoko preko gola. Še enkrat bomo videli to akcijo. Obležal je eden od domačih nogometašev. Gostje žoge niso izbijali, pač pa nadaljevali z napadom in prišli do strela, ki pa ni bil preveč nevaren. Obležal je zdaj eden od nogometašev domače ekipe. Seveda zadnje, kaj si trener Flis želi, je to, da bi moral koga prisilno zamenjati že v prvem polčasu. Teče sicer 40. minuta, pomagajo pa zdaj iz igrišča. Mislim, da tam Tilnu Brglezu. Ja, tako je, Tilen Brglez je odčepal z igrišča in mislim, da s to tekmo ne bo mogel nadaljevati. Že se je odpravil počasi tam proti slačilnicam in v tem trenutkih domačini igrajo z igralcem manj na igrišču. Zdaj si še toliko manj želijo kakšne napake tukaj pri gradnji napada, ko imajo igralca manj. Gosak, Gaber in Kolar. Čakš. Čakš in Gaber. Čakš, Bezjak. Ja, zanimivo, da nogometaši Vidma ne poskušajo bolj konkretno pritisniti na domačine v teh trenutkih, ko imajo številčno prednost. Plajnšek. Plajnšek z napako, Cafuta jo je popravil. Žogo pa je priboril Gosak za domačine. Dobra poteza Gosaka. Do žoge pa zdaj Šegula. Šegula odlično proti Vrbaniču, veliko prostora ima Vrbanič in situacijo 1-1. Vrbanič poskuša strelom, ki pa je bil blokiran. Žogo pa je vratar Vovko rešil tudi pred tem, da bi šla iz igre in posledično preprečil kot za Videm. Ja, morda pa lahko ta poškodba spodbudi domače nogometaše, da vendarle najdejo tisto iskrico in tisto potezo več, ter v zaključku tega prvega polčasa pridejo do zadetka. Dobro se je Brglez zgradil, obležal je sicer eden od gostov. Plajnšek prodira. Še vedno preigrava Plajnšek. Ob njem je Rauter. Plajnšek je odlično našel krajnca. Ta pa je nastreljal dobro postavljenega Žigo Čakša. Priložnost zdaj za napad Dravinje po levi strani. Radić se obrača, medtem so se
v večji meri branilci Vidma že vrnili. Niso izkoristili nekaj več prostora domačini. Ramšak in Vezjak, lepa dvojna podaja. Žoga nazaj do Vezjaka, ki pa je ni uspel spraviti pod nadzor in proti napad za Videm. Čuš. Odlično je Ramšak reagiral, vrnil se je pomagati v obrambo. Zdaj pa vendarle čas za menjavo. Menjava v domači ekipi, iz igre igralec številko 21, Tilen Brglez, v nadaljevanju srečanja pa bo zaigral igralec številko 8, Žan Napotnik. Igralca, ki je že davno zapustil igro, sicer Tilna Brgleza je zdaj zamenjal, torej nogometaš številko 8, Žan Napotnik. Zdaj so številčno ekipe ponovno izenačene na igrišču. Napotnik prvič pri žogi. Jasno ni imel ne vem koliko priložnosti, da bi se konkretneje ogrel, zato si najbrž ne bo privoščil kakšnega posebnega tveganja v teh zadnjih trenutkih prvega polčasa. Medtem smo vstopili že v zadnjo minuto rednega dela, tega prvega dela. Krajnc, lepa podaja proti Vrbaniču, ob njem pa je izvrstno reagiral Blaž Kolar. Vrbanič je obležal, vrataroval žogo športno poslal iz igrišča. Vrbanič pa je medtem že ostal, videli bomo sicer to situacijo še enkrat. Krajnc je našel Vrbaniča, odlično postavljen pa je bil Blaž Kolar. Kar nekaj prekinitev smo videli v tem prvem polčasu, tudi eno menjavo, videli bomo, kako bo to vplivalo na dolžino sodnikovega podaljška, ki se je pravkar začel. Planšek je žogo ukradel na sredini. Ena zadnjih priložnosti za Videm v tem prvem polčasu, Planšek prodira, hiter je Planšek, lepo se obrača, žogo je spravil v sredino. V prepovedanem položaju pa so se na to znašli nogometaši gostujočega Vidma. Še enkrat je Žan Planšek pokazal, kako nevaren je pri teh prodorih tam po desni strani. Tukaj to vidimo še enkrat, spet je poskušal s podajo, ampak tokrat je bil dovolj dobro postavljen Tadej Gaber. Kolar in Gaber. Pa Napotnik. Radič. Ponovno Napotnik. Po minuti dodatne igre v prvem polčasu pa je zdaj sodnik Matic Kordež označil konec tega prvega polčasa, v katerem smo videli sicer nekaj priložnosti, nismo pa videli nobenega zadetka. Poglejmo si tukaj najlepšo izmed njih, ko je Vezjak prišel do priložnosti po desni strani, ampak strel mu je Anej Milič obranil. To je torej dovolj za prvi polčas. Bodite pa z nami spet čez slabih 15 minut.